Predhodna diagnostika je pomembna in to sem doživela na lastni koži. Zelo slabo sem se počutila, nisem imela več energije, prej sem bila cel poln energije, posod mi je bilo dosti. Kar naenkrat nisem mogla več kaj veliko hoditi, nikamor iti, tako da sem šla k zdravniku, ki me je poslal na različnim specialistom, ki so ugotavljali, kaj mi je. En mesec na en pregled, pa spet en mesec na en pregled, moj stanje je bilo skozi slabši in slabši. Moja pot do diagnoze je bila 6 mesecev, ker sem hodila od enega zdravnika do drugega zdravnika. Vzeli so mi cel kup krvi in bi bilo zelo fino, da bi to prej ugotovili. Tako da, ko sem prišla na pravi mest, do ta pravega zdravnika, sem res hvaležna temu, da so ugotovili diagnozo in mi dali ta prava zdravila, tako da je zdaj stanje precej drugačno. Za Hodgkinovim limfomom sem zbolela pri 17 letih. Na srečo se je moja zgodba dobro končala, zahvaljujoč vrhunski zdravstveni oskrbi, za katero upam, da bomo obdržali tudi v prihodnje. Še pomembneje se mi pa zdi poslušati svoje telo, ko nam šepeta, da nismo okej, in ne čakati, da začne kričati. Meni so zelo pomagale prostovoljke iz projekta Bolnik bolniku. Se pravi, takoj po transplantaciji krvotvornih matičnih celic so me kontaktirale najprej po telefonu in so predlagale, da pridejo na nek kratek pogovor, da ti dvignejo moralo, da ti dajo neko spodbudo. Povejo, kaj te čaka, recimo ne samo kar se tiče zdravil ali pa bolezni, ampak ti svetujejo tudi glede vsakdanjega obnašanja, življenja, tudi recimo prehrane. Ne, recimo res ogromno pomagajo. Imela sem res svojevrstno srečo, skoraj privilegij, da sem po transplantaciji krvotvornih matičnih celic, po tej avtologni transplantaciji v bistvu šla v pokoj. To je bil čas mojega pokoja in mi ni bilo treba več v službo, ker si ne predstavljam, kako bi bilo, če bi po nekaj mesecih morala nazaj. Ali, bog ne daj, da bi bila, ne vem, učiteljica, medicinska sestra. V bistvu res se mi zdi, da zna biti to prav peko za ljudi, ki so dejansko teh profilov in to morajo in seveda nimajo te sreče, kot sem jo imela jaz. No, zato se mi zdi še toliko bolj pomembno, da začnemo resneje in globlje razmišljati o reintegraciji, vsakršni reintegraciji in o rehabilitaciji, ki je seveda celostna, ki ni samo ta zdravstvena osnovna, ampak gre za dejansko kompleksne mentalne procese, ki jih moramo tudi upoštevati.